Dober dan. Vi ste predsednik turističnega društva v Višnji Gori. Se lahko predstavite? Jaz sem Jože Gros in sem predsednik turističnega društva Višnja Gora. Trenutno stojimo sredi mestnega trga, konkretno pod našo mestno hišo. Vemo, da je Višnja Gora mesto in ima mestne pravice od leta 1478, to se pravi, da letos praznujemo 540 let mestnih pravic. Aha. Kaj se je včeraj dogajalo, kaj se bo še danes dogajalo, dokdaj bo trajal recimo danes še ta sejem, ki je zelo dobro obiskan? Glede, sejmi v Višnji Gori so bili so se začeli z mestnimi pravicami in enega od teh mačken se mora umakniti, ker se ravno kar premikajo tukaj konjeniki. Aha, bova pogledala. Ja. To je domače društvo prijateljev konj. Konjeniško društvo prijateljev konj. Aha, tam le grejo še z uprego. Ja, tudi z uprego. Aha. Ja. Za tako majhen kraj je to zelo obiskan sejem. Ja, lahko rečem, da je tudi letos sejem zelo dobro obiskan. Vreme nam služi, mislim pa, da se tudi potrudimo v zelo raznovrstno ponudbo na sejem na stojnicah, prav tako pa tudi z prireditvami oziroma s spremljajočim programom. Aha, se malo sprehodiva, kaj je vse tukaj, kaj se vse tukaj dogaja. A to so starodobni traktorji, zdaj bodo še osebni avtomobili, motorji. To so iz Oldtimer kluba Škofljica. A, Oldtimer klub? Ja, neverjetno. Te so konjarji, pa Oldtimer klub so stalni spremljevalci našega dogajanja. Ok. Vidim, da imate tudi kar precej rokodelcev, ne? Ja. Radi pridejo na vaš sejem? Ja, vsako leto se jih odzove kar lepo število in seveda tukaj imamo stojnico društva upokojencev Višnja Gora. Aha, greva pogledat. Naše upokojenke še posebej. Aha, še tole da pogledava. Ma neverjetno, kako... Ja, kaj ljudje vlagajo v tole, ne? Ja. Tam v ozadju vidiš še en zelo zanimiv starodobnik. Ja. Replik, mislim, da je replika. Aha. Nekaj je starodobnik, replika. Čisto zadnji je pa električen. Pravi smisla na nekaj, kot pravijo, elektrika bodoča. Ja, še veste, komu so mi mopedi. Je neverjeten, ste odlično to pripravili. Tale je pa zelo lep, ne? Ja. Zdaj pa električen, zdaj pa novodoben. Aha. Ja, sem slišal, da bo ob enih voden ogled po Višnji Gori. Ja, da je voden ogled, kje se pa dobijo? Dobijo se tukaj pred mestno hišo. Pred mestno hišo, ja. Bomo naredili en kratek obhod Višnje Gore. Ker je v Višnji Gori imamo kar kaj videti, sploh zdaj od letos naprej imamo poleg tistih stalnih točk tudi obeležje Kranjski čebeli in učni čebelnjak, kar je pa odprej, pa imamo v neposredni bližini je Konjšček, ker je plodno zajetje z kapelico, pokrito s klopmi. Potem imamo Cvinger, pa Kurfelturm in mestna hiša je tukaj, Cirkus Svete Ane je tudi
stara. No, sedaj še enkrat ponoviva, tisti, ki bi si želeli udeležiti vodenega ogleda Višnje gore, ne se zberejo pred mestno hišo. Pred mestno hišo ob 13. uri. Ob 13. uri. Ja. A imamo še kaj takega, da bi bilo dobro upozoriti? Katere postojnica, katere artikle vse prodajajo, katere izdelke? Rokodelske vidim. Rokodelske, ja, drugače pa bolj specifiko lahko povem, imamo gor ponudbo polžev. Ja, sem videl. Ja, potem imamo tam stojnico predelave lanu. Aha. Potem imamo rokodelca oziroma lončarja. Aha. Kaj je to zdaj na hiter? No, se kar vidva Martina Krpana. Ja, vidim. Ja, meni se zdi, da so zdaj ta glavno povedala, ne? Zdaj ne vem, prej so bili tudi žužemberški vitezi, pa žužemberški, ne vem, ali so še tam dole, niso. Bom pogledal, okej. Zaenkrat hvala lepa. Ja. In se še vidimo. Tudi vam za obisk in upam, da se bomo res še videli, ker računamo drugo leto priprav 22. sej. Ja, škoda bi bilo zamuditi tako zanimiv sejem. Ja. Hvala lepa, nasvidenje. Nasvidenje. Kjer radio ste rekli? Na Facebooku. Dober dan. Vidim, da je polno rokodelcev tukaj. S čim se predstavljate? Evo, Maro, Marica, Dajte malo povedati. Ja, dober dan, Janez. Ja, dober dan. Se vidiva. Zdaj to snemamo v živo, tako da okrog se obrnete, da se boste boljše videli, tako zaradi svetlobe, tako ja. Kaj vse predstavljate in kako se kaj prodaja v Višnji gori? Predstavljamo v bistvu vse iz blaga. Ja. Lahko kaj pokažete? Jo, seveda. Ja, to je pa lepo, da malo pokažemo. Koliko pa to kaj stane? Ja, odvisno od človeka. A odvisno, koliko ima v denarnici? Odvisno. Ok, hvala lepa. Prosim, Janez. Zdaj pa še druge povprašal, kaj prodajajo. Dober dan, kaj pa vi prodajate? Dober dan, prodajam nič, razstavljam. A sam razstavljate? Ja. Kaj pa vse razstavljate? Prispevke, ja. A ja, prostovoljne prispevke. Nakit, voščilnice, skrinje, razne stvari. Kaj je značilno za vas nakit? Iz česa je narejen? Predvsem je iz fimomase. Najrajšega delam iz fimomase, kolegica moja pa iz papirja. Se že dolgo časa ukvarjate s tem? Ja, že 12 let. Ok, s kje pa ste prišla? Prosim, jaz sem iz Višnje gore. A ste domačinka? Tako. Hvala lepa. Prosim, svidenje. Dober dan. Kaj pa vi predstavljate? A to sta skupaj? Aha. Dober dan. Kavo pa pecivo. Doma pa kuhno čez. Kdo je to pekel? Vsaka nekaj. Vsaka nekaj. Same domače stvari. Ko to rečete domače, kako naj se to predstavljam, da je domače? Je sam pri vas doma narejen? Same spekle, da nismo v čebelarskem območju so tudi Katera sladica je tukaj najboljša po vaše? medenjaki. A lahko probam? Lahko? To je tole, to je to, ne? Tu je pa registrirana višnjegorska pogača, mojstrica je pa naša predsednica. To smo jo lansko leto krstile za višnjansko pogačo. To je to. Zelo podobna belokranski, ampak ima Še enkrat povejte, nismo slišali, iz česa je sestavljena. Podobna je belokranski pogači, ima pa svoje sestavine, katerih vam vse ne bom izdala, ker je zaščitena višnjanska pogača. A ste patentirali? To pa sledi. Ok, hvala lepa. Nasvidenje.
drugače sem pa seveda sama. Si zaključil? Jaz sem zaključil. Ni treba živo, mene, si treba živo. Jaz smo kljub temu že v živo, tako da sem slišal, kaj ste me vprašali. In povejte, se redno udeležujete teh sejmov tukaj v Višnji Gori in pa morda tudi drugje? Ja, sploh kjer so rokodelci. Rokodelci, upokojenci, tu smo vedno prisotni. No, potem pa predstavite to vaše društvo. Za katero društvo, da ste omenili rokodelce? To je v okviru, to je Komisija za tehnično kulturo pri ZDUS-u, ki organizira različne aktivnosti na področju rokodelstva v celi Sloveniji. Okay. Med njimi so tudi rokodelke in rokodelci iz Višnje Gore. Ja, potem ste zelo aktivni, ne? Ja, seveda. Vsako leto. In vedno bolj popularni, vedno... Ja, to je odvisno pač od same udeležbe, vendar rokodelstvo postaja čedalje bolj popularno. Oziroma že prej bilo, samo hočemo, da se rokodelci pokažejo v javnosti, da prenašajo svoje znanje, med svoje vrstnike, predvsem pa na mlade. Ok, hvala lepa. Kje si?